V tem trenutku mi je pravzaprav kar precej težko. Namreč začenjam izpolnjevati mojo letošnjo novoletno zaobljubo. Odločil sem se, da bom odslej vsak dan nekaj z vami delil na družbenih omrežjih, predvsem zato, ker moji intervjuji vedno vzamejo preveč časa. Vse me zanima, pa zato vprašam bistveno več, kot v resnici zmorem spraviti v TV zgodbo. In na koncu na TV-ju pride ven samo en majhen delček tistega, kar naberem. In zadnjič so me dregnili, da sem v bistvu sebičen, ker vse to, kar se jaz naučim na intervjujih, držim samo zase. In zdaj sem se odločil, da ne bom več sebičen. Kar se naučim, to bom tudi delil. Začnem zdaj. Začel pa bom seveda s pogledom nazaj. 4 zgodbami, ki so me v letu 2022 najbolj osebno zadele, se me dotaknile. In na 4. mestu je moj intervju s Sabine Panetra. Z DS-ovo oblikovalko, pogovarjali so se v Parizu, v DS-ovem oblikovalskem studiu, in to je taka krasna ženska, nikakor ne nastopaška, trendovska modna oblikovalka, je v bistvu bolj inženirka in ona vodi oddelek za materiale in barve. In kaj sem se od nje naučil? No, to, da je eksotika pravzaprav pasé. Da po novem ni več treba iti na drug konec sveta po nek drag, nedosegljiv material. Luksuz je v bistvu po novem miselnost, ideja. Po njenem mnenju je luksuz lahko že kar les domače jablane, ki nam je pač nehala dajati jabolka. Ampak za razliko od raznih kakšnih marketingerjev, ki luksuz ustvarjajo z napihnjenimi besedami o povsem preprostih zadevah, Sabine Panetra stavi na tehniko, na tehnično oplemenitenje teh poceni materialov. Pravi, da pri DS-u radi stvari zakomplicirajo in zato pač v ta domači poceni jabolk dajo vso svoje znanje, vso svojo kreativo, vse raziskovanje, ugotovitve, in to je v bistvu tisto, kar se plača z luksuzom. In to v bistvu je mene nagovorilo. To je skupaj. Zdaj, če ste mojo zgodbo s Sabine Panetra spregledali, vam seveda zdaj ponujam, katera je pa številka 3 leta 2022, no, o tem pa jutri zvečer.